No, tako, dobro jutro, 8:04 minute je 16. februar, četrtek in nismo sami, posebne goste imamo danes. Tako je, dobro jutro in z velikim spoštovanjem pozdravljamo v studiu Romana Starmana, njegovega psa oziroma najboljšega prijatelja Čila. In Roman je eden slovenskih vodnikov reševalnih psov, ki so se vrnili iz Turčije in za vas pravijo, da ste eden izkušnejših izmed vseh. Ste vodnik, odličen inštruktor, ocenjevalec in tudi mednarodni sodnik pri International Search and Rescue Dog Organization. Mislim, upam, da sem povedala vse. Vse, ja. Dobro, ste verjetno tudi oče, mož, prijatelj, brat in tako naprej. Ja, tudi vse to. Zakaj vas toliko veseli delo s psi? To pa ni od danes. Moja zgodba se je začela pred 25 leti, ko sem dobil svojega prvega psa, s katerim sem začel. Slučajno sem šel na en trening reševanja in takrat dobiš en virus, ki ti ostane noter. Virus. Ja. Vi ste majster, ne? Roman, povejte mi, jaz imam doma ameriškega buldoga. On spi, prdi in smrči. Kaj so najboljši oni? Mi lahko poveste, kaj lahko kaj navadim, kaj več, da dela kot tu? Dela lahko vse. Včasih mi reče ljudje, moj pes je neumen. In pa rečem vsakemu, ne reč tega, ker pes je zrcalo gospodarja. Hvala, Roman, grazie, prijatelj. Neki slika ni, realno slika ni dosti daleč, resnica ni daleč. Ja. Ampak recimo res ameriški buldog je tak neokreten. Kaj te psi so najboljši za? Razen za carpe. Nisem specialist za buldoge, ampak vsak pes je pač za mene je zver, domačena zver in se ima svoje nagone, katere treba pač izživeti, ampak buldog je v neki meri primeren za vse kot drugi pes. Ja, vse carpe. Vse se ga da naučiti. Ja, kot gospodar, kaj češ boljše. Ja. Za objeme. Dobro, da sam si se vrnil. No, tako. V glavnem, kako izgleda en dan treninga z vašimi psi? Dan treninga, v bistvu celo življenje je trening. Za reševalnega psa to ni en tečaj, to je dejansko način življenja in vsako jutro, ko se zbudim, pač se začne trening. Ker pes nas opazuje cel čas in vsaka interakcija s psom je trening. Drugače z mojimi psi nekako zjutraj rutina je, da gremo najprej na enourni sprehod, nekam, kjer jih lahko spustim, kjer so prosti, kjer se lahko Zdivjajo, pod kontrolo seveda, ne tako, da grejo loviti srne in tako, da sodeluje z mano, jih imamo 4 in vsako jutro pač 1 uro sprehoda, potem načeloma počivajo čez dan, popoldne pa malo poslušnosti, spet med sprehodom. Drugače imamo pa treninge enkrat tedensko redne poslušnosti in enkrat tedensko iskanje. Iskanje zgleda tako, da več ali manj tukaj nimamo nekih umetnih ruševin, več iščemo bolj pogrešane v naravnem okolju in treningi tudi potekajo nekje gor po Socerbu. Se dobimo vsi iz društva in 3 ure recimo. In se skrivate? Se skrivamo, se igramo skrivalnice in vsi nas iščejo. Dobro, mi damo samo en hit in se vrnemo nazaj, če imate pa vi kakršnokoli vprašanje, pa 031 533 288. Coldplay in Beyoncé, ko je 8:11 minut. Dobro jutro. Dobro jutro. Z nami je Roman Starman, gospod, ki ima pse v malem prstu in ki ga psi očitno obožujejo, ker jih ima kar 4. Z nami je pa danes eden od vaših ljubljenčkov in prijateljev in sodelavcev v bistvu, Čili. Star je 4 leta. 4 leta bo imel, ja. Tako, in z vami je bil Čili v Turčiji? Ja, Čili je bil z mano v Turčiji, zdaj, ko je bil ta katastrofalni potres. Kaj, zdaj, ko ste se vrnili in ste malo predihali vse skupaj, kaj je nekaj, kar res nikoli ne boste pozabili? Kaj ne bom pozabil? Ne bom nikoli nesreče, ki je doletela te ljudi. Namreč bili smo v Antakiji, to je mesto velikosti Ljubljane, 370 000 prebivalcev in v tem mestu ne stoji niti ena hiša več. V bistvu kar še stoji, stolpnice so nagnjene, razpokane, drugo je pa
80% podrto. In dejansko te ljudje, ki so preživeli, so vsi na ulici. Si predstavljate, v Ljubljani vsi ljudje. In so ljudje na ulici, niti na ulici verjetno ni varno biti. Ne, absolutno. Pred svojimi podrtijami so temperature zvečer so pod nulo, otroci, vse je tam, kurijo si ognje in se nekako pogrevajo. Takrat, ko smo bili mi dol, so seveda iskali svoje najdražje v teh ruševinah. To je, sigurno ne bom tega nikoli pozabil. No. Kako se zmenite, kaj kdo dela v ekipi, ko ste na terenu? Kako poteka ta organizacija? V bistvu tako, mi smo skupina, Search and Rescue bi bilo, mi smo ta del, ki je search, mi iščemo, seboj pa nismo imeli ekipe, ki bi potem, ko mi najdemo, izkopavala najdene. Ne? Tako da naše delo je bilo samo iskanje, organizirali smo se, 7 psov je bilo, organizirali smo se načeloma v 2 skupini, ki sta preiskovali, v bistvu prišli smo na kraj, glede na varnost ruševine, zbirali smo se ruševine, ki so nekoliko bolj podrte, ker je možnost še najti koga in predvsem bolj podrte zaradi popotresnih sunkov, ker med iskanjem, da se ne bi kaj zrušilo še na nas. Ne? Izogibali smo se, recimo kot blok bil zraven, ki je visel, ki ne manjka nič, da se zruši. Tako da predvsem to je bila naša varnost, ker če mi ne poskrbimo za našo varnost, če se nam kaj zgodi, ne moramo mi pomagati drugim. Absolutno je bilo to. Tako da vedno je en pes iskal, vsaj 2 vodnika sta bila zadaj in skrbela za tistega, ki išče. Tako da smo prečesali od jutra do večera res dosti teh ruševin. No. In zapisali ste, da je ogromno dela potrebno vložiti, da postane pes mission ready. Ja. In to delo se je sedaj obrastovalo. Torej, kdaj pa je pes v bistvu mission ready? Mission ready je, ko opravi mednarodno reševalsko licenco. Mednarodno reševalsko licenco, ki jo mora obnavljati vsake 2 leti. To pa zgleda tako, da nekje na enem terenu, največkrat smo v Avstriji, ker imajo teh poligonov polno, traja recimo 48 ur navaja in v teh 48 urah moraš nekako se simulira potresno območje in opraviti moraš 9 iskanj na teh umetnih ruševinah, s tem, da ne veš nekoliko je skritih, če je sploh kdo skrit. In potem pes mora pač biti uspešen. No, na zadnjem je bilo 21 pogrešenih oseb, ki mogli najti, da biti uspešen v 2 dneh. No. Je kar zelo intenzivno, obremenilno za vodnika in za psa. No, in na vsake 2 leti treba obnavljati. Tako. Okay. Eno vprašanje, ki mogoče je laično in malo bolj tako smešno. Ali se vam je zgodila kdaj kakšna anekdota, da ne vem, pes vse naredi, potem pa ne vem, ne najde, ne vem, mu skrieten priboljšek pa ga ne najde. Ne vem, je kakšna taka anekdota s psi? Joj, težko bi si jih spomnil. Ta trenutek, zgodi se pa tudi po 25 letih, se vedno zgodi kaj novega. Zgodi se, da pes ne najde. Anekdota zdaj mi ne pride, na misel kaj takega. Dobro, mi bomo dali en hit in to bo Maneskin. Ta čas, ko bomo predebatirali, mogoče pa se kakšno spomnili. In o Gossip, mi se bomo malo stiskali z našim Čilijem. Vi še vedno lahko napišite 041-533-288, kaj vas zanima. Evo, mi smo se vrnili nazaj. Tako je in z nami je Roman Starman, gospod, ki je bil v Turčiji s svojim Čilijem in vsemi ostalimi sodelavci. In govorimo o sami izkušnji, pa tudi o vaših psih in vseh ostalih. Vaši psi iščejo ljudi, ki so živi pod ruševinami. In kako prepoznajo, če je nekdo samo nezavesten, ali je brez življenja, ali je še živ? Kako to poteka? Kako se jih nauči? Ne vem niti, kaj bi vprašala v tem primeru. Jaz bi vprašal, če mogoče je drugačen zalaja, če vidim, drugačen signal da, to mogoče. Tako, no, mi treniramo samo na žive. Nam je cilj dobiti živega. Nam je cilj med 100 mrtvimi najti 2 živa. Ja. To je cilj, ne?
In absolutno je normalno, ker mi vedno treniramo na žive ljudi, nikoli ne skrijemo nekega mrtvega. Nekateri tudi to trenirajo, dobijo iz bolnišnic tkivo človeško in pač da psi reagirajo na to, ampak nam absolutno ni interes. Nam je bolj interes, da pes najde živega človeka. Kako on to razloči, on točno ve, da je, ker je pes, ker ima tak pripomoček, njegov nos je v bistvu nadomestilo za pasji nos, človeštvo še ni znašlo. Še vedno je nenadomestljiv. Ja. In pes absolutno razloči, če je človek živ in ali pa mrtev. Ne? Mi imamo večinoma dosti ljudi, da smo pse doma, se psi kdaj poškodujejo in me zanima, si ne predstavljam, da bi mojega pesa poslal v tako nevarnost. Vas je tudi strah, ko greste na tako misijo, bom rekli, ne? Ja, se morate pripraviti. Absolutno, narediti moramo vse, kar je za varnost nas in psov, ampak ja, ko pošlješ psa na ruševino, absolutno ti se moraš zavedati, da je ne moreš primerjati človeško življenje proti pasjim, absolutno. Čeprav to je pes je družinski član, ki živi z mano na kavču. Ja. Ampak seveda se zavedaš, da je nevarno, nekoga pošlješ nekaj. Torej tudi psihično naporno, glede na to, da imate ta strah zraven, poleg vsega ostalega. Ja, jaz sem kar čustven tako precej v življenju, ampak to moraš odmisliti in delati svoje delo, ni kaj. Poskrbeti, kar se da za varnost, ampak ja. Verjamemo. Imamo eno vprašanje, ki je mogoče malo pikantno, ampak spet ne. Kako glede na vašo službo in vaše naloge in to, kar počnete s psi v življenju, gledate na to, da psi so ponekod nezaželeni v trgovinah, na plažah, ko jih potem pa potrebujemo za take stvari, pa so zaželeni in smo jih hvaležni. Kako vi gledate na to celotno situacijo? Ja, ni lepo, ne? Absolutno. Vse smo se tudi to že pogovarjali, ampak ravno ženo smo govorila, včasih moram pomesti tudi po svojem pragu. Ja. Pred svojim pragom. Gremo v Italiji, smo zelo pogosto na teh umetnih ruševinah, tam je tudi za spat in tudi tam ne pustijo psov v kontejner. Mi se temu prilagodimo, naše pse imamo vedno s sabo, ko da gremo v hotel, če pač hotel ne vzame psa, ne gremo. Pač v ta hotel ne gremo, v tisto trgovino pač ne gremo. Ampak dejansko pa poskušamo, da naši psi dobijo vse, kar rabijo, hrano, vse dobro, igro, da jih živijo svoje nagone v naravi, ko so pa utrujeni, jih damo lepo spati v avto in gremo po trgovinah. Jaz bom rekel tako, da kakšen bod so pesi bolj kulturni kot ljudje, ne? Absolutno. Tako da si malo zamislijo tej, ki prepovedujejo pa tam pa ne smejiti, ne? Tako da, Allora, jaz bi vas vprašal, jaz pa mojega bomberja, angleški bulldog je doma. Nekaj me zanima, pomagajte mi. Allora, on grize ene pantofole, ko gremo hoditi, samo te krokse. Če imam škurnje, če grem z gojzeri, če grem s teniskami, jih ne grize. Te krokse, ali je cepljen na njih, jaz ne znam, samo te grize, ko hodimo. Prijema za nogo. Ja, kaj mora narediti? Resno ali tako strokovno? Ne, grize malo. Ne, kaj povem, strokovno odgovorim ali? Samo pomagaj mi. Prijatno pomagaj. Treba psu povedati, da to ni prav, ampak treba mu tudi povedati, kaj je prav. Se pravi, ko prime pantofolo, mu poveš, da to ni v redu, ne tega, in mu istočasno ponudiš neko igračo in ga navadiš na igračo in se z njim igraš z igračo. Evo, tako je bilo strokovno. Jaz že tako hodim težko še, da mu teh igrače hitjavam, ne? Ali pa dati pantofole tja, ne? Ja, tudi. Ali pa da mu prepustiš končno te krokse in da so njegovi in da je to njegova igrača. Tribuže so narejene, se bo finile bojo z njim na kavče, že vem. Pa ne bojo pantofole njegova igrača. Pa ne bojo njegova igrača, ne bo. Naši prijatelji iz trgovine Mr. Pet so za vašega čilija poslali nagrado, ki vas čaka v ozadju in vam jo bom predala kmalu, ker je bil priden in si jo res verjetno zasluži. Me čudi, da še ni šel proti stolu malo povohati, kaj je v vrečki. Očitno je res lepo vzgojen. Vam, Roman, pa se iz srca zahvaljujemo, vam čestitamo za pogum in predvsem bom zaključila tako, upam, da se bomo videli samo ob takih priložnostih. Ja, upam, da se ob takih priložnostih vidimo čim manjkrat, no, tako bo rekel, ampak hvala, no.
Hvala, mi gremo naprej. Oasis in Wonderwall prihaja na Capris 8 in 25 minuto. Mi se bomo malo še pokolali s Čilijo in pogledali, kaj so prinesli z Mr. Peta, če ga bo pjažilo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back.